Junij 2023. Severozahod Tasmanije je uvit v dež in meglo. V zraku diši po mokrem mahu, slapovi bučijo, gost diha počasi. Tam, kjer civilizacija zgubi svojo moč in narava prevzame prostor, pride mlada Belgijka na pohod, ki se nikoli ne konča. Celine Kramer je bila 31-letna mlada punca, raziskovalka, vesela duša, polna življenja, iskala je mir in svobodo in naravo in res, ne morem verjeti, 2 let mlajša od mene, polna življenja, ful se najdem v tej punci. Gre pa za primer pogrešane osebe od leta 2023, torej že več kot 2 leti zdaj. Za njo je bila izgubljena vsaka sled, tako da tisti, ki imate radi zaključene primere in rešene primere, ta primer mogoče ni za vas, ampak vsem poslušajte, ker je ful zanimiv. Včasih so meni tudi zanimivi taki primeri, ker ni nujno nekdo morilc pa storilc, ampak je preprost človek izpuhtel in je razlog neznan. In potem se sprašuješ, kaj hudiča bi se lahko človeku zgodilo. Za njo je bila izgubljena vsaka sled. Ni bilo ruzaka, ni bilo čevlja, ni bilo kos oblačila, ni bilo las, ni bilo kosti, ni bilo nič. In na zelo majhnem območju. Ta primer me fascinira, sploh zato, ker sem prek raziskovanja tega primera raziskovala tako en ful lep okoliš, en del Avstralije oziroma vse to država, ne, Avstralija, Tasmanija, pač državna, že vidim, kako bo zdaj moj editor napisal čez cel ekran, da damp izpadem, ampak ja, ne, dejansko ne vem točno, niti ne bom preverila. Del Avstralije, po moje. In tistega dne se je Celine Kramer odpravila na to potovanje do Philosopher Falls, torej filozofovih slapov. By the way, koliko lep ime romantičen, ki je pač Philosopher's Stone iz Harryja Potterja, I love it. V glavnem, tja se je odpravila, ampak ta dan takrat v Avstraliji ni bil topel, ni bil vroč, ni bil poleten, takrat je bilo to pri njih zima. Deževno, vetrovno, mokro, megleno, pa tudi malo snega je bilo. Tako da je šla v najslabših možnih pogojih, ampak na najlažjo pot, ki jo je vse nekako ta gost pojedel na koncu. Gremo v ta primer. Philosopher Falls leži torej v Tasmaniji, na severozahodu Tasmanije, bolj zgoraj levo jaz rečem, ker si ful težko te smeri zapomnim. In noro lepo je tam, gre za pragozd. Čeprav se sliši, da bo čista divjina, v bistvu najbližje mesto ni toliko oddaljeno. Reče se mu Verret, upam, da sem prav izgovorila, Verret. Ta pragozd tam je star milijone let in tudi zgleda tako. Ni tako gost, kot pri nas, res je tak vlažen, vse je poraščen z mahom. Tam so se nabirale veje na vejo, na drevo, na razjedeno požrto drevo, na fulenga humusa, še in tam je vse tako ful prepleteno, mah visi dol, kapljice kapljajo. Res je gost, bolj nevaren kot tukaj. In pač, če je tam postavljena pot, ker tudi je do Philosopher's Stone postavljena lepa pot, celo stopnice in vse ostalo zelo je urejeno, če si na tej poti, super. Če zaideš 5 metrov iz te poti, je mogoče že ne vidiš več. Če zaideš 30 metrov preč, si izgubljen. Tako kot sem rekla, pot v slapu vodi skozi gosto rast je, ampak ob starem vodnem kanalu, ki se mu reče Water Race. Ta Water Race je včasih napajal staro rudarsko mesto, tam so pač kupali rudo in to je zdaj zapuščeno, ampak še vedno ta pot Water Race ostaja. Še ena značilnost tega območja je, da kompas zaradi določene surovine v zemlji oziroma zaradi magnetnega minerala v zemlji, GPS signal zgubi kompas zgubi svojo smer, GPS signal se pa zgubi med krošnjami, tako da, če zaviješ s poti, je štala. Preden gremo v usoden dan, kako je ona prišla do tega, da se je izgubila in kaj se je dogajalo, povejmo nekaj o Celine. Ne vemo veliko, primer je zelo nov in tudi ona nima neke pestre, ekstremne zgodovine, ampak par stvari vemo in sicer zdaj prihajala iz Belgije. Po koncu študija je to ena izmed onih ljudi, ki se je odločila, da bo potvala, da bo ne lih sebe iskala, ampak da hoče čim več videti, doživeti, mogoče preden se ustali in začne delati in je hotela raziskati svet in je res ogromno potovala. Ampak ona ni bila une vrste pustolovka, ki bi rekla, grem na Everest, ki bi res vse vložila v nek adrenalin in norosti. Ona je iskala mir, samoto in lepoto narave. Torej, če je ona nekam šla, ni šla na bizarne adrenalinske hude podvige, tako kot tudi ta Philosopher's Stone je bil res na easy, ampak pač se je zalomil. Ona v glavnem niti šala v težave. Rekla so ji, da je bila premišljena, neimpulzivna. Je pa tudi objavljala nekaj na YouTube, mogoče bom najela posnetek, mogoče ne, zgleda res simpatično, tako zelo lepa ženska, pa roko ima tako, eno roko ima čist sliv, porisan tako v tatu, v glavnem love her. Še ena stvar, ki vemo v njej, to, da je imela zelo rada fotografijo. Ona je zelo rada fotografirala. Ta ženska mi je res ekstremno pomembna. Pardon,
pomembna, what the fuck. Ta ženska mi je res podobna. Jaz sem tudi začela s fotkanjem in ona isto doživljala fotografijo kot ujet moment. Magične momente, spontane momente, ki jih drugače si lahko sam proba zapomniti, ampak če jih ujameš v kamero, je pa to zame tako največji art, veliko boljš kot kar nekaj postavljenega. Saj meni osebno, vsaka stvar je art zase, ampak ona je isto oboževala to. Ona je izginila v Tasmaniji, tik preden bi se dejansko vrnila na celino v Avstraliji, torej Tasmanijo, če gledamo kot otok. Ona je bila na tem otoku v Tasmaniji 6 mesecev prej. Očitno jo je v nulo raziskala, tam živela, raziskovala in dobesedno ta njen pohod do Philosopher's Stone si bil njen... To ne moš verjeti. Ampak, ta njen pohod do Philosopher's Falls je bil zadnji pohod, preden bi se potem s trajektom vrnila na celino, v Avstralijo. 17. junij 2023, torej nekaj več kot 2 leti nazaj zdaj, v Avstraliji je zima in to je dan, ko je ona pogrešana. Imela je tak bel Audi Honda SUV in je šla tja na ta pohod. Bila je zmerno pripravljena, bila je pač normalno pohodniške čevlje oblečena, normalno nekaj oblačil, malo vode itd. Nahrbtnik, ni bila pa ekstremno oblečena, ker tudi ta pot res ni zahtevna. Pohod do teh slapov traja 2 ure, 1 uro tja, 1 uro nazaj. Vzpona oziroma nadmorske višine po tej poti je 200 metrov. Tisti, ki veste, v 1 uri to precej malo oziroma definitivno ni naporna pot. Pri nas v Sloveniji bi se absolutno temu rekli, če greste kdaj na hribi.net gledate, je to lahka označena pot. In ta pot je tudi bila označena, o tem bomo pa govorili, ampak očitno malo preslabo označena. Tako da ni imela res ekstremne opreme, ni bila opremljena, če ona po noč zaide nekam, ali pa da bo zmrznila potencialno, ali pa ne vem, neke lučke, svetilke. Tega žal ni imela pretirano nafilan telefon, ker res ni pot, kjer bi zašel. Kaj da bi pri nas rekel, da greš do Slapa Savice, oziroma še enkrat tok, ali pa 3krat tok in da boš kar nek, zašel. Ne pričakuješ verjetno. Takrat je bil sneg, če mene vprašaš, ni lih padal takrat tiste dan, 2, ampak je bil še na tleh od prej. Bil je pa dež in megla in mraz. Temperature tisti dan, ki je zginila nekaj 3 stopinje, ampak po noč tudi do 0 oziroma do zmrzovanja. Imela je telefon in ta telefon je beležil njene lokacije in korake. Če jaz prav razumem, ga je imela ona pri sebi in vsakeč, ko ga je vzela ven in ga pač odprla, pogledala, je takrat GPS Garmin. GPS je takrat beležil njene lokacije, to bo kasneje pomembno, ampak na eni točki se to konča. Ko je ura 16:18, se za njo izgubi vsaka sled. Ne vemo, kaj se je zgodilo. Tiste točke naprej njen telefon se ne odziva več, nič več se ne zgodi. Noben je ni videl, noben je ni srečal, noben kasneje ni imel informacij o njej. In tudi zelo kmalu potem je nihče ni pogrešal. V bistvu gre za en primer, ker so človeka začeli iskati konkretno šele 9 dni potem, ko je izginila. Jaz delno to razumem, če je nekdo toliko časa odsoten od doma, če je toliko časa samostojen, če je toliko časa po svoje. Bog ve, kako pogosto je ona klicala domov. Jaz vem, da včasih, ker nisem doma živela, sem tudi po 3 tedne, nisem po mesec, ker pač nekako vsi vemo, da je vse ok, ker je človek pač doma oziroma v nekem sosednjem mestu, a ne. V njenem primeru so se mogoče vse bolj pogosto slišali. Vsaj v tem primeru, ko so pričakovali, da bo šla domov, a ne. Sprav naslednji dan je bi šla ona na celino Avstralijo in potem mogoče celo v Belgijo, nisem ziher, ampak verjetno zaradi tega jih je postal strah potem, da nekaj ne štima. In so sprožili akcijo 9 dni kasneje. In ko je policija končno prišla tja, da začnejo raziskovati situacijo, so njen avtomobil našli parkiran še vedno pri parkirišču od Philosopher's Falls, torej 1 uro preč od dejanskih slapov peš, in njen avto je bil nedotaknjen. Tako da ga je nekdo zaklenil in šel. Ni bilo vdrto, ni bilo nobenih znakov nasilja, nič ni bilo ukradeno. Gre za en primer, kjer že od štarta ni bil prvi fokus, da iščejo nekega storilca, nekega morilca, nek foul play, bi rekli. Je pa ena stvar, ki so jo kasneje hajkerji in izkušeni, ki so o tem opozarjali, sicer da je tukaj slabo označeno. Da prideš do razpoti in poti, ki vsaj izgleda kot pot, ampak ni označeno. Torej, če ni označeno, načeloma tja ne greš, ampak tudi to, da ni označeno, bi mogli pisati ne tja, ali pa nevarno, ali pa bilo kaj. In to tukaj je bilo slabo označeno. To je res zajeban, ljudje, pač iskreno se spomnim, ko sem šla na Triglav, pa je vse prazno, ne moraš ful zafrkati, ampak še vedno rabiš pot, da ne boš šel nekam, kjer so zaplezal, a ne?
In se spomnim, ko na eni točki, kako me je to razjezilo, sorry za side story, sem prišla z bivšmo takrat do ene skale in gledava potke 3 in midva ne veva kam iti, da ne bo šel po napačni strani gor, da ni prestrma, da ni predolga, ker nisi dosti opremljen, bla bla bla. In so eni fucking Čehi sedeli gor. Cela družina je sedela na ogromni skali, kjer so bili gor vse bilo napisano kam iti, ne. Jaz sem bila tako jezna, ko so oni vstali, midva so tam lutala, šla gor, nazaj, oni pa ostanejo in sko budale, glupe Čehove. Sorry, sem pač jaz ne vem kam iti, ker vi sedite gor. Tako da ni bil primer, da je slabo bilo označen, ampak včasih je. In to je zelo, zelo nevarno. Koliko težko, hvala tistim, ki to označujete, samo koliko težko je res dobro ali po detajle. Jaz bom zdaj nehala jamrati. Gre za eno pot, kjer, če greš reviewje, mislim, da brati, jaz sem poslušala en drug podcast o tem, ampak če greš reviewje brati na Google, ljudje govorijo, da so se zgubljali, da so šli v gozd. In ko so šli v gozd, če jih ne bi recimo drug hiker najdu, so zgubljeni, ker tisti hiker drug je recimo prišel s poti in ga je videl. Ti pa poti ne vidiš, ko si enkrat v džungli. Po teh 9 dneh so neutrudno začeli eno največjih reševalnih akcij v Avstraliji in na Tasmaniji. Takrat so bili droni, helikopteri, ogromne reševalne ekipe in razni psi. Imaš tiste pse, ki samo vohljače, pa imaš tiste, ki prav iščejo trupla. Ker tukaj po 9 dneh so bili že z veliko manj upanja, če ni bilo, njen avto je pa še vedno bil in nobenega klica in nič od nje, da so takoj rabili te pse. Droni jim niso zelo veliko pomagali, saj v tej prvi rundi iskanja ne. Potem pa še helikopteri, pa ni važno, koliko nizko so letali in koliko so se trudili, čez tisto meglo niso videli nič. To je tudi to gosto rastje. To gosto rastje, da helikopter je skoraj bi rekla, da za manj. Dež je padal skoraj vsak dan. Megla je visela nad gozdnimi krošnjami, vidljivost je bila manj kot 10 metrov. Blato je dosegalo gležne, na nekaterih mestih tudi kolena. Vse, kar je dež odplaknil, je izgubilo vonj. Psi niso mogli slediti. Tudi policija je po 10 dneh priznala, da če je Selin ostala v gozdu in da ni prišla ven, ker je velika verjetnost, je možnost preživetja praktično nemogoča. Niso jo še razglasili za mrtvo takrat, ampak so jo pa pač iskali bolj truplo kot pa človeka takrat živega. Družina se je takrat odločila, da se s tem ne strinja oziroma da pač ne bojo zaključili iskanja in so se podali v zasebno raziskavo. Kar pa je do ene točke zanimiva, ker tukaj dobimo v igro nekdanjega preiskovalca Kena Gambla, zaseben detektiv. On je bil znan predvsem po digitalni forenziki in to je tudi vse, kar so pri Selinu v prvi vrsti imeli. Imeli so te zadnje informacije njenega telefona, ki je beležil GPS lokacijo vsakeč, ki ga je vzela ven iz žepa. Če sem prav razumela, vsakeč, ki ga je vzela ven, ali je celo ona točke delala. Tega nisem čisto točno razbrala, ampak teh točk je ful in so ekstremno natančne. Za vas bom pa poslala na en drug video, če vas je ta primer potegnil. Spodaj bom nalimala link do videa enega fanta, ki je dobesedno šel po njenih stopinjah po teh lokacijah iz GPS-a, ki se je ona premikala. In to je toliko zanimivo gledati, ker pridemo do točke, kjer skoraj zdihar jo je zjebal smerokaz oziroma da ni bilo dobro označen. Mislim, da naprej od slapov, ko greš, je ena pot, ki zgleda kot pot, ampak v resnici ni, je samo hudourniška steza. To je tisto, kar načeloma vode zrežejo, ampak zgledala je kot pot in ona je očitno hotela samo še mečkan naprej. In ko je šla samo še mečkan naprej, je pa šla malo preveč naprej in on je šel točen po njenih korakih, sicer v času, ki je za njih poletje in imel ful boljše pogoje, več baterije, boljšo opremljen, ker je pač on to počne, ful je domač v tem. In ko je šel po njenih korakih, mu je bilo vse jasno. Pač ona je gledala na Garminu, kje so Philosopher's Falls, in potem je tudi videla in čutila, da se noč bliža. Recimo, da je bila ura 3-4, ker je takrat je mogla res hiteti, da bo prišla za časa dneva nazaj do avtomobila in do parkirišča, oziroma sploh od slapov do parkirišča. In se je točno videl, da tako kot se ona obrne, potem kar nekam gor v goščavo je šla čez hrib, ampak je logično, če gledaš po Garminu, je mogla iti tja, da bo hitrejš prišla do Philosopher's Stone. Philosopher Falls. Harry Potter imam v glavi, ne morem. Tako, če si boste pogledali ta video tega youtuberja, je res zanimiv pogledati. In tudi toliko natančno je ta pot njena zrisana, da je on sledil čisto vsak korak in tudi vice, da je točno tam šla, ker nekako vidiš, da je gozd tako narejen, da lih tam je mečkan prehodno.
In tudi na uni točki, ko ona zgubi telefon, mislim, da se vidi, da se potem začne taka ekstremna goščava okrog in je možno ali padel, ali ga izgubila, iz rok padel, ali je ona spodrsnila nekam, ker tam res rata teren tak nesprosen. Mogoče je ona takrat zapaničarila, ker je dojela, da izmanjkuje res časa in da ne gre nekam, kjer bo lahko prišla nazaj dol. In tisti, ki se spoznajo na ta teren, opozarjajo, da če si enkrat na tem neprehodnem območju, je en korak dost, da padeš v neko luknjo, da spodrsneš, da si nogo zviješ, da obležiš. Na koncu pri njej predvidevali, da se je zgodilo nekaj od tega, nek zdrs, neka nesreča in po noči, ko pač je mraz, je pa tudi prišlo do tega, da je zmrznila. In so tudi predvidevali, da v primeru, da je mrtva, da je bil to njen vzrok smrti. Pač ni dokazal o drugem človeku, najverjetnejša razlaga nesreča, zdrs, padec v potok ali v razpoko, ki je zaradi vegetacije od zgoraj videti kot navaden del terena. Ena stvar, ki sem se jaz ful spraševala, upam, da se vi, moji detektivčki, tudi, je to, kako o njej ni sledi. Jaz, ko sem ta video raziskovala, sem bila tako, kako ni čevlja, kako ni ruzaka, kako ni kosa oblačila, kako ni telefona. Ta tip, ki sem ga prej omenjala, je šel tudi z uno napravo, ki piska, pip, 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 je šel z njo iskat telefon, tudi ni piskal. Ampak je treba razumeti, da je to pragost, da je to zelo živ, aktiven gost, kjer mah preraste človeka. Če bi padel dol, v dobesedno 2 do 3 dneh je že skoraj neviden in potem v roku 2 do 3 tednov ga ne najdeš več. Voda bi sprala von, živali bi raznesle okrog ostanke, ampak še vedno smo vsi začudeni in šokirani, zakaj ni nič, niti kosa oblačila. Res je mal čuden, ker ta območje, kot sem rekla, uro tja, uro nazaj ni toliko ogromen. Tako da definitivno napišite, kaj vi mislite, če imate kakšno svojo filozofijo, idejo. Poslušala sem en podcast, fanta sta prišla do ugotovitve, da so tam potencialno neki kanibalci in da bi jo mogoče oni vzeli in pojedali. Meni osebno se to zdi v primerjavi z idejo, da je pač zdrsnila in da jo gost pojedel, manj smiselna, ampak I don't know, če kdo, kakšen antropolog tukaj ve kaj v teh, kulturni antropolog, če kdo kaj ve v tistih narodih, ki so tam, let me know. Philosopher Falls drugače so znani potem, da tam na leto zgine več ljudi, ampak večinoma jih najdejo. Ali pa najdejo v njih neke sledi, da imajo potem zaključke, kaj se je zgodilo. Tako da je ta primer bil res nenavaden in pretresljiv. V zadnjih 2 letih so potem na tem območju znova izvajali preiskave in so šli tja z droni imenovanimi LIDAR. Senzorji so poskušali videti skozi krošnjo in tudi jim je na nek način uspevali, bili so bolj jasni, bilo je več stvari obarvanih. In ko so videli nekaj rumenkasto belo obarvanega, je bilo to nekaj, ki je z njih naznanjalo, da je nekaj nenavadnega in da je treba preveriti. In so šli preveriti, ampak še vedno nič. Bil je del gozda, pač ni bilo, noben ostankov celin ni bil. Tako da v bistvu tudi ta potem preiskava ni prinesla nobenih novic. Celine danes je uradno označena kot mrtva. Tako da ne vem, od kjer točke naprej je to, ampak pa tudi primer ni uradno zaprt, ampak je trenutno neaktiven. Njeni starši so večkrat tudi obiskali Tasmanijo, že večkrat so šli tja in tudi prinesajo bele rože, pa cvetke, pa svečke. Še ena stvar, ki sem jo prej poslušala v podcastu in se mi zdi zanimiva, da če že zaključujemo ta video, da opozorim, da so tudi pri tej akciji velikrat iskali karkoli, ki bi bilo v 3 delih, torej recimo 3 ognji pržgani, 3 črte nekje v drevo urisane, 3 črte, ki bi bile iz snega narejene. Karkoli v znamenju 3 je pomeni klic na pomoč, tako kot tudi v Morsejevi besedi, ker je kvaj že 3, 2, 3, whatever, v glavnem. Vse karkoli je 3, 3, 3, ponovadi pomeni na pomoč, tako da če boste kdaj kam zašli, se kam zgubili, da trebali kakšne znake za sabo puščati, vse v znamenju 3. Upam, da je to tudi v Sloveniji. Je, ni? Who knows? V glavnem, hodite po označenih poteh, pa bodite dobro opremljeni, res. To je pa to, nas pripelje do konca tega videa. Upam, da imate lep petek in da boste imeli čudovit vikend. Se gledamo naslednji petek, po vsej verjetnosti pridni bote, radi se imejte. Eliana mama, out. Bye, čau.